Baje smo v naši družbi vsi, vsaj po malem, dehidrirani. Ampak, a je to tako čudno? Velikokrat svojo željo odganjamo s preveč sladkimi pijačami, ki v bistvu naredijo več slabega kot dobrega našim telesom. In problem je, da se to ne dogaja samo, ko žeja naše telo. Prav tako lahko v vsakdanjem življenju željo po ljubezni, po biti ljubljen, ljubiti, hranimo z odpadki, ki je niso vredni. Vem, da sem v najstniških letih čutil izjemno močno željo po dokazovanju svoje moči. Moja vročekrvnost me je včasih stala marsikatere buške, odrgnine, še bolj pa je bolel ranjen ponos. Ampak tudi takrat, ko sem bil zmagovalec prepira, sem se kmalu počutil bolj praznega kot prej. Je pa bil en trenutek, ko sem začutil, da je biti močan kul, da je to nekaj dobrega. Pred šolo sem opazil sošolca, ki sta v zid potiskala prijatelja, ki je bil tako bolj mirnega, neprepirljivega značaja. Takrat sem se z vso jasnostjo in odločnostjo zapodil proti njim in se postavil bran prijatelju. Ni bilo pretepa, ker mislim, da jih je moj razjarjeni obraz prestrašil, ampak ugotovil sem, da je moč mogoče uporabiti tudi v dobre namene. In to še danes verjamem. Verjamem, da lahko moč, naj bo telesna, duhovna, duševna, družbena, uporabljena tudi v dobro. In post mi pomeni prav to iskanje, da znam poiskati vir svojih želja, svoje želje in svojih hrepenenj, ter kako jih usmeriti, oziroma kako sebe usmeriti v nekaj dobrega, v nekaj najboljšega. Pri tem iskanju so mi močno pomagali izkušnje misijonskih taborov, ki so mi predstavljali tak post na poti odpirane drugim. Na teh taborih sem zasledoval in tešil željo, ki sem jo v študentskih letih čutil na področju pomoči bližnjim in raziskovanju sveta. Počasi sem se zavedal, da je to moja želja, da je to nekaj, po čemer hrepenim jaz in da s tem v prvi vrsti ne rešujem sveta nekoga drugega, da nisem noben odrešenik, ampak da je to nekaj, kar me pelje bliže njemu, njemu, ki ima živo vodo tudi zame. V Peruju, v Burundiju in na Tajskem se spomnim prizorov, ki mi bodo zavedno ostali v spominu. Naprimer, ko so 3-letni bratci nosili na hrbtu mlajšo sestrico po cel dan. Trenutkov, ko so se mladi otroci iz sirotišnice po noči, v nevihtni noči, stisnili k meni, ker so čutili tam neko varnost, nek pristan, nek kraj zavetja. Trenutkov, ko so mladi govorili pozno v noč o svojih ljubezenskih problemih, o iskanju smisla, ko so se počutili slišane. Te izkušnje in prizori so me naučili, da je vsako hrepenenje, ki ga nosim v sebi, položeno tja z določenim namenom. Vprašanje sicer, če se lahko v polnosti to hrepenenje na tej strani življenja kdaj izpolni, ker a nismo ustvarjeni za nekaj več. Ampak to je precej več, kot mi lahko da katerakoli stvar ali oseba na tem svetu. Celo moja žena, ki najbolje pozna moje potrebe, moje želje, moja hrepenenja in s katero trdno verjamem, da sva skupaj ustvarjena po Božji podobi, lahko moja hrepenenja po neskončnem samo usmerja in jih vodi. Vodi proti večni ljubezni. Na zdravje. Na tisto zdravje, ki ne mine.